spomlad na poletje, tem prehodu, ko je Primož tako srčno pisal eseje in jih objavljal preko mail liste nam pošiljal in nas ozaveščal o tem stanju, ko se je začelo dogajati s tem covidnimi zadevami, ki nimajo nobenega v bistvu stika z realnostjo. In jaz sem že takrat imela kar precej veliko bazo in ko sem mu to svojo bazo poslala, da je bila vsa na enem mestu in rekel, tole pa bo, ja. Ki je bilo čez 100 mailov v moji bazi že takrat. Takrat se ga je prijel tudi vzdevek ljudski pisar. In jaz mislim, da več kot upravičeno, ker to, kar je on naredil za ozaveščanje nas vseh, tega ni do takrat naredil še nobeden in on v bistvu nas je povezal. Zelo sem ponosna, da sem lahko v tej ekipi. Ne glede na to, kaj se v ozadju te zgodbe dogaja, verjemite, da mi dajemo vsi skupaj v ves svoj prosti čas, vso svojo energijo, vsa sredstva, ki jih zaslužimo privat v življenju za to, da boste vi slišali dejstva, prave stvari, da se lahko skupaj osvobodimo izpod tega zla, ki nam hoče nadvladati. Mal se jim je zalomil, pa ne mal, ampak kar orang, zato ker smo mi rekli odločen ne in z našo brezpogojno ljubeznijo do sebe postavili na prvo mesto. In hvala Primožu, da je začel s temi prvimi koraki, svojim delom, svojo angažiranostjo raziskovati, kaj pravzaprav je naravno pravo, nam približal ženevske konvencije in dopolnilne protokole in kar je najbolj pomembno, obrambo proti zlem silam. Prosim, Primož, če nam še kaj več o tem poveš. Hvala. Hvala, Mateja. A vas moti, če sedim? Ne. Redko kdaj mi je še nerodno, za mi je pa bilo malo. Take lepe besede, gled. Ampak sem hvaležen, ne, za vse te besede. To mi je, vi ste mi navdih. Še sploh, če pridejo ta najmlajši zraven, mi je še večji navdih. Zdaj bomo iz tega lepega vzdušja na zemlji se spet podali v domišljijsko igro, zgodbo, ki tako usodno vpliva na naša življenja. Ne vem, mislim, da med vami skoraj da ni nobenega, ki danes ne bi več pričakoval, da se bodo v zelo kratkem času zgodile neke vrste izredne razmere, ki seveda vedno, kadar so izredne, so to vojaške razmere. To bo kombinacija najrazličnejših dejavnikov, ne samo zdravstveni, pa zdaj vidite še energetski, pa taki, pa drugačni. Jaz mislim, da se bo to zgodilo v manj kot mesecu dni, ampak ne glede na to, kdaj se bo to zgodilo, mi moramo vedeti, kaj to pomeni za nas v delovanju znotraj tega trgovskega sistema. Kajti tiste stvari, ki smo jih do sedaj v ljudski pisarni delali v okviru vse pravice pridržane, mehanizem A4V, R4V ali sprejetje in vrnitev za vrednost česa, plačilnih inštrumentov, to je vse, bi rekel, ta ena igra. Mi bomo morali v izrednih razmerah se premakniti v drugo trgovsko igro, ki ima popolnoma druga pravila. Torej v igro, kjer več ne nastopajo trgovska podjetja oziroma pravne osebe, ampak nastopajo
fizične osebe, državljani, volilci in tako naprej. Naslikajmo si spet to komercialno igro malo, vedno znova bomo to delali, ker jaz vem, da take domišljijske igre potrebujejo določen čas, da jih človek lahko ponotranji in razume. Vsi poznate morje, globoka morja, velike ladje na teh morjih, kajti z enim lesenim čolničkom na takih globokih oceanih sploh ne moreš pluti. So nekateri posamezniki, ki so jim je to uspelo tudi v igri življenja, ampak to so posamezniki in izjeme, podobno kot je to v teh komercialnih, na teh globokih, nevarnih komercialnih morjih. Kajti to so globoka morja, ampak so komercialna morja. Na teh globokih komercialnih morjih plujejo velike ladje. Velike ladje, ki so utelešene s pomočjo poporodnega materijala, ki je bil nam oziroma našim mamicam s prevaro ukraden ob času našega rojstva. Ne glede na to, po moje, kdaj ste rojeni, kajti ta igra traja že od konca Prve svetovne vojne. Nekje. Popolnoma po celem svetu pa se je uveljavila takoj po drugi svetovni vojni. Drugo svetovno vojno so začele prave organske države, končale so pa same korporacije, oziroma celo inkorporacije, ki to ni isto. Torej, te gigantske ladje, pa rečemo, da ena izmed teh gigantskih ladij je Republika Slovenija, ki pluje po teh visokih, globokih in nevarnih, nevihtnih komercialnih morjih. Seveda imajo na krovu vse, kar imajo tudi prave ladje, kapitana v obliki predsednika vlade in pa predsednika republike, oficirski štab, pomožno osebje in mornarje in kaj še imajo take ladje na svojem, kaj je še na taki ladji, seveda tovor. In ta tovor so seveda, je ta municipalna trgovsko-pomorska jurisdikcija ali sodna pristojnost ali komercialna igra, v kateri nastopajo vse te naše pravne osebe. Te pravne osebe ali trgovska podjetja so tovor na tej ladji. In v tej eni dimenziji igralni, torej v tem trgovskem šotoru, tem tovoru, se trguje. In tu notri mi izmenjujemo vse sadove, skoraj vse sadove svojega ustvarjalnega dela. Zdaj, v takih izrednih razmerah, se bo pa treba premakniti iz te igre v drugo komercialno igro, ki se imenuje teritorialna vojaško-pomorska komercialna igra. Kaj imamo tu mi veliko možnost? V tej igri so pravila drugačna. To je igra mednarodnih organizacij. En sam čolniček v taki igri nima nobenega glasu. Če si to prenesem na prava, živa, organska morja, če bi vi prišli z čolničkom na vesla pred en tanker ali letalo nosilko, tudi če bi se drli na tako ladjo, vas nihče ne bi mogel slišati. Kaj šele, da bi tako kot smo mi danes izgubljeni na morju in potopljeni pod njega, nas pa sploh ne morejo slišati, ne? Ker pod vodo, pa če bi se drli na obalo, nas ne bo nihče slišal. Ne? Zato obstajajo v teh pravilih določene priložnosti, velike priložnosti. Jaz bom čisto poenostavil in zelo na kratko danes povedal, da iz te velike gigantske ladje, ki se imenuje Teritorialna republika Slovenija, torej to je tista, ki je napisana samo z veliko začetnico, iztrgamo svoje male čolničke in korporiramo ali utelesimo svojo ladjo v obliki civilne obrambe ali po domače povedano odporniškega gibanja. Zakaj? Zaradi tega, ker v vojaških razmerah vedno obstaja nek okupator, neka vojna, pa čeprav je to samo namišljena, če me razumete. In ker obstaja vojna, obstaja tudi
odporniška gibanja. In taka odporniška gibanja, če jim uspe, seveda de facto, to pomeni, nas mora biti dovolj src, okrog 15,000, lahko iztrgamo svoje ladjice in sestavimo svojo novo ladjo, ki bo plula po teh morjih, nevarnih, komercialnih morjih, in naš glas, skupni glas bo slišan v mednarodnem smislu, drugače pa ne more biti. Zato vsi tisti dobronamerni ljudje, ki so karkoli pošiljali, ne vem, na različne inštitucije mednarodne, niso imeli nobenega uspeha zaradi tega, ker njihov glas kot en ali kot 10 posameznikov ne more biti slišan. Seveda bomo v Ljudski pisarni, ki upravlja poslanstvo, informativno izobraževalno poslanstvo, šli skozi te mednarodne dokumente in pogodbe, seveda, zelo, zelo intenzivno od 38. tedna naprej, to pomeni ne ta teden, ki prije naslednji teden, kjer bomo pogledali, katere so te mednarodne pogodbe ali prava, ki delujejo v takšnih izrednih razmerah. Torej šli bomo skozi Haško pravo, skozi Ženevsko pravo, skozi sodobno newyorško pravo in pa seveda skozi običajno mednarodno pravo. Ne bom vam danes razlagal, kaj te stvari pomenijo, zaradi tega, ker bomo res sistematično, to moramo sistematično narediti, ker je to ena gora različnih besedil, ki ga bo treba strniti v neko zgodbo, ki pije vodo, da bodo te stvari čim bolj razumljive. Seveda v ženevsko pravo spadajo ženevske konvencije in dopolnilni protokoli, ki so bili večkrat v Ljudski pisarni že omenjeni oziroma smo se jih že dotaknili, pa vendar nismo o tem povedali še skoraj da nič takega pomembnega. Govorili smo o identifikacijskih karticah, ki seveda so ključnega pomena za to, da bo do ustvarjene evidence ali arhivi so na zemlji v igri življenja, evidence obstajajo v trgovskih igrah, kajti te evidence, ki jih bomo tu ustvarili preko identifikacijskih kartic civilne obrambe, bodo tisti dokaz, s katerim bomo mi uveljavljali mednarodno priznanje. Dobro. Seveda je določena mednarodna javnost obveščena o tem, kaj delamo, pravijo, da delamo dobro in da pač je potrebna potrpežljivost z naše strani, ravno zaradi tega, ker mora dovolj ljudi ne samo kar nekaj brez glavo podpisati, ampak razumeti, kaj bomo počeli. Ne nazadnje so to izredne vojaške razmere in tu pravila so tu zelo toga, rigorozna, kako naj rečem po slovensko. Tu se kaznujejo stvari bistveno bolj trdo, kot se kaznujejo v tej igri, v kateri smo mi bistveno bolj navajeni delovati. Ne nazadnje tu obstaja smrtna kazen, tu obstaja dosmrtni zapor in pa še kaj drugega, odvzem celotnega premoženja in tako naprej. V Sloveniji moram povedati, da imamo kontakte z drugimi, ali pa stike, boljše rečem stike z drugimi skupinami po Evropi. Mi imamo tu izjemno situacijo, da nikjer, ne samo v Evropi, niti na svetu, ni tako zgoščeno število ljudi, kot je to tu v Sloveniji. V Nemčiji ne morejo spraviti skupaj takega shoda, kot smo ga danes mi spravili, tu čisto intuitivno, če me razumete. Ne brali, ne razumeli, zaradi tega, ker so zakodirana in bomo probali te stvari intuitivno in po logiki, z logičnim sklepanjem odkodirati, da bo vsem razumljeno, zakaj se tu gre. Še nekaj je pomembno, da mi lahko si izmišljamo neko toplo vodo, ampak je brez veze, ker je že izmišljena, oziroma že obstaja. Kaj to pomeni? To pomeni, da če bomo želeli to narediti na najbolj premeten način, je treba najprej pogledati, kaj druga stran ve o tej igri in pravilih te igre. Kaj ti?
Slovenska vojska, slovenska policija, pa tudi drugi javni uslužbenci, organi, tako imenovani organi, pazi to, poznajo te stvari. Ne? Zato bomo mi šli skozi priročnik, ki se sicer ne imenuje, ampak ga imenujejo v besedilu priročnik, ki ga uporablja slovenska vojska in se imenuje mednarodno pravo oboroženih spopadov. Kajti mednarodno pravo oboroženih spopadov, mednarodno humanitarno pravo, vojno pravo, teritorijalno, vojaško, pomorsko pravo, haško pravo, njujorško pravo, ženevsko pravo in tako naprej, vse to je en in isti šmorn. Uporabljene so različne besede za to, da zmedejo človeka in tudi o tem bomo govorili. Torej obstaja ta priročnik, ki ga uporablja slovenska vojska in tudi policija, pa tudi drugi, kot sem rekel. In ko smo že pred leti vse skupaj testirali, ko si omenil ženevske konvencije, pa če si to naredil na pravi način, je druga stran, ta roparski del, bil zelo presenečen in dobesedno šokiran. In običajno, tudi takrat, ko nas je bilo malo, so se ti ropari umaknili od ropanja, če mi razumete. To ne pomeni, da mi policije ne rabimo, sploh v takih težkih časih. Ne želimo pa, da nas sestre in brati ropajo. Upam, da se strinjate. In kradejo naše sadove, našega ustvarjalnega dela. To je naša naloga, da jih spomnimo na to, ker to poznajo. Gre za priročnik, ki ima, ne vem, okrog 600 strani, tako da bomo morali iti zelo intenzivno skozi in pa sistematično. Potem pa gremo na ženevske konvencije, na dopolnilne protokole, v katerih, to je en izmed protokolov, je protokol o identifikaciji, torej drugi protokol. In takrat bo pa ravno čas, da nas bo dovolj, da bomo te identifikacijske kartice v skladu ali preko pristojnega organa, kaj pa, kdo pa bo pristojni organ, ki bo te kartice izdal? Kaj rečete? Domorodna skupnost, bravo. Domorodna skupnost. Ki bo seveda pobrskala po svojem vedenju in svojem znanju deklaracijo ali razglas o pravicah Združenih narodov, o pravicah domorodnega ljudstva. Seveda je to mednarodna pogodba, ki še vedno sodi v trgovski sistem, rimski sistem trgovske pravičnosti. Ampak z domorodno skupnostjo, uveljavljeno na zemlji, imamo mi priložnost, da povežemo zemljo z igrami. Zakaj? Da jih odigramo na pravi način in izstopimo iz njih. Da povem na kratko. Ker vsak drugačen izstop pomeni tragedijo. Zakaj tragedijo? Pa ne za vse nas, ne samo za mene. Zato, ker je v te igre vložena, kot veste, ključna človekova lastnina, oblika lastnine. To je biološka lastnina in pa književna lastnina. Kaj je književna lastnina? Književna lastnina je naša življenjska zgodba. In če boste šli na pokopališče, boste videli, da je na pokopališču pokopana komercialna zgodba, kajti na grobnikih boste videli napisano vse z velikimi tiskanimi črkami. To ni nič slučajnega, seveda se najde kakšna izjema, ampak to so bolj izjeme kot pa pravilo. In še te izjeme ne izvirajo iz vedenja o tem, o čemer mi govorimo in bomo govorili, ampak preprosto jim je to bilo bolj všeč, če me razumete. To je tragedija, kajti prišli bomo v druga polja bivanja, druge dimenzije bivanja. In ne rabite me verjeti, po občutku si lahko mislite, da živeti in umreti brez življenjske zgodbe je kozmični zločin, ki potegne za sabo določene posledice, ki sicer niso tragične, ker je pač človek mora ponavljati razred. Zdaj pa mi smo dovolj zreli tukaj, pa tudi kozmični trenutek je tak, da bo to bistveno lažje rešiti, da bomo svoja imena dobili nazaj. Kajti naša imena so bila pripeta na poporodni material
torej teče komercialna zgodba, kajti vsaka zgodba mora vsebovati vse elemente zgodbe. In en izmed ključnih elementov zgodbe je naslov zgodbe. Ste že kdaj brali roman, ki nima naslova? Verjetno ne, ne? Jaz ga nisem, zdaj bom mogoče, da obstaja. In če življenjska zgodba nima naslova, je nepopolna in ne obstaja. Dobro? Toliko z moje strani za danes. Imam tu pripravljeno, pa bi trebalo to vse skupaj, verjetno 1 uro pa pol, nima smisla, da vas zdaj gnjavim s tem. Šli bomo skozi te mednarodne pogodbe in te priročnike in vas vljudno vabim v imenu vseh iz Ljudske pisarne, da se pridružite pri teh delavnicah. Da boste lahko naredili to, kar je že Andrej povedal, da boste lahko ta glas ponesli dalje, kajti ne glede na to, da 15.000 ljudi izgleda malo, ne, to boste videli, da je to veliki izziv sploh v današnjih težkih časih. Res pa je, da bodo te negativne zunanje okoliščine, ki bodo marsikomu povzročile težke psihične težave in motnje, za nas velikanska priložnost, da najdemo to energijo, da se povežemo v eno celoto. Hvala lepa.